Lepo pozdravljeni na današnjem spletnem seminarju Cisco Webex, učinkovita poslovna komunikacija kjerkoli in kadarkoli. Danes bo z nami Igor Lisjak, ki je strokovnjak za razvoj sodobnih poslovnih komunikacijskih rešitev v Telekomu Slovenije. Predstavil vam bo, kako lahko že za 1 evro na mesec izboljšate poslovno komunikacijo, kako lahko uporabljate isto telefonsko številko na vseh napravah in kako Cisco Webex uporabljamo znotraj aplikacije Microsoft Teams. Predavanje bo trajalo približno 30 minut, potem pa bo Igor na voljo še nekaj minut za vaše vprašanja. Vprašanja zastavljate v oblačku chat ali imate pa mogoče Q&A napisano, in potrudili se bomo, da odgovorimo na vsa vaša vprašanja. Če bi morali srečanje zapustiti prej, nam lahko vprašanje tudi pošljete na e-mail naslov poslovna.prodaja@telekom.si. Na tem mestu vas tudi obveščam, da se današnji spletni seminar snema. Posnetek pa boste vsi udeleženci prejeli v naslednjih nekaj dneh. Tako, Igor, si pripravljen? Ti predajam kar besedo. Izvoli. Hvala, Alja. Pozdravljeni še v mojem imenu in dobrodošli na današnjem webinarju. Kot je Alja že napovedala, bomo danes govorili o orodju, ki lahko vam in vašim zaposlenim olajša poslovno komunikacijo, tako znotraj kot zunaj vaše organizacije in posledično izboljša učinkovitost poslovanja in tudi zadovoljstvo uporabnikov. Lahko bi imeli današnji webinar tudi v Webexu, ampak smo se odločili, da ga tokrat naredimo še v Teamsih, ker so absolutno bolj razširjeni v Sloveniji in mnogim tudi bolj domači. Naslednji webinar pa upam, da bo že v Webexu. Kot je že bilo napisano v vabilu na webinar, bomo spoznali orodje Cisco Webex in odgovorili bomo na vprašanja, zakaj je Cisco Webex popolno orodje za sodelovanje na daljavo, kako lahko uporabljate isto telefonsko številko na vseh napravah, kako lahko za 1 evro izboljšate poslovno komunikacijo in zakaj je Cisco Webex kompatibilen tudi z MS Teams in kako ga uporabljamo znotraj MS Teams. Pa poglejmo, zakaj menim, da je Cisco Webex popolno orodje za sodelovanje na daljavo. Za začetek potrebujemo kontekst, v katerem ta moja teza zdrži, in to je hibridno delovno mesto. To je pojem, ki se danes precej uporablja v opisih sodobnega načina dela, in pandemija koronavirusa je bila tudi velika prelomnica, kar se tiče dela od doma, in izkazalo se je, da imajo delavci najraje kombinacijo dela od doma in dela v pisarni. Torej ne samo doma ali samo v pisarni, ampak kombinacijo obojega. To jim omogoča ravnovesje med delovnim in zasebnim življenjem. Po eni strani ohranjajo stik s sodelavci in po drugi strani lažje obvladujejo obveznosti zasebnega življenja. Pri tem je pomembna tudi svoboda pri izbiri kraja dela, torej doma ali v pisarni. Nekaterim ustreza več dni doma, nekaterim pa več dni v pisarni, ampak pomembno je, da imajo pri tem svobodo izbire. Zelo pomembno je tudi ohranjanje stika s pisarno in sodelavci, tudi takrat, ko dela od doma, in ta stik jim ravno olajšajo orodja za sodelovanje na daljavo. Torej, sodelovanje s sodelavci bi moralo biti brezhibno, ne glede na njihovo lokacijo. V idealnih pogojih lokacija dela ne bi smela imeti vpliva na njihove stike s sodelavci ali pa strankami. In na koncu bi ta orodja za sodelovanje mogla rezultirati v zmanjšanju stroškov, povečano zadovoljstvo zaposlenih in večjo učinkovitosti podjetja. Pa poglejmo, kakšne so osnove za sodelovanje na daljavo. To je zanesljiva internetna povezava, kar v večini primerov pri nas danes ni več težava. Potem potrebujemo platformo za sodelovanje na daljavo, ta bi morala omogočati klicanje, sporočanje oziroma klepet, sestanke na daljavo in integracijo z drugimi aplikacijami in zalednimi sistemi. Mi bomo danes govorili o platformi Cisco Webex. Potrebujemo tudi osebni računalnik ali mobilno napravo, torej mobilni telefon ali tablico, in primerno video in audio opremo. Zadostuje pa tudi kamera oziroma mikrofon, ki sta vgrajena v prenosnik ali mobilno napravo. In kaj nam omogoča platforma Cisco Webex? Tako kot ostale platforme za sodelovanje nam omogoča sporočanje in pošiljanje datotek,
deljenje zaslona, audio in video klice, videokonferenčna srečanja, tako kot ga imamo na primer sedaj, visok nivo varnosti. Cisco Webex uporablja 256-bitni ključ za šifriranje in dešifriranje end-to-end komunikacije in skladen je tudi z GDPR uredbo, kar zagotavlja zaščito osebnih podatkov. In kar je najbolj pomembno in po čemer se razlikuje od ostalih platform za sodelovanje, je to, da omogoča integracijo s poslovno telefonijo Telekoma Slovenije. Ta deluje na platformi Broadworks, katera je prišla pod okrilje Cisca in ki jo je integriral v Webex. In na ta način dobijo naši uporabniki poslovne telefonije tudi vse funkcionalnosti te poslovne telefonije v Webexu. Lahko uporabljajo isto telefonsko številko na vseh napravah, torej na namiznem telefonu, s pomočjo aplikacije pa tudi na računalniku in na mobilni napravi. Poleg tega pa Cisco ponuja tudi širok nabor dodatne opreme, od slušalk in kamer do majhnih namiznih videokonferenčnih sistemov in sobnih videokonferenčnih sistemov, pa tudi interaktivnih tablic za sodelovanje na daljavo. Kar pa posebnost teh naprav, da so interoperabilne z drugimi platformami, torej te naprave ni možno uporabljati samo v Webexu, ampak jih uporabljate tudi lahko v Teamsih ali na primer v Zoomu. In kakšne koristi prinaša Cisco Webex za uporabnike? Torej, fiksna številka na vseh napravah, poslovna telefonija na vseh napravah, to omogoča zaposlenim mobilnost in enostavno sodelovanje na daljavo in na koncu rezultat je pa večje zadovoljstvo uporabnikov. Sedaj pa pogledamo, kako lahko uporabljate isto telefonsko številko na vseh napravah. Naša rešitev se imenuje komunikator Cisco Webex. In ta rešitev omogoča uporabo iste telefonske številke na vseh napravah, torej na stacionarnem telefonu oziroma namiznem telefonu, računalniku oziroma prenosniku in na mobilni napravi, torej na mobilnem telefonu ali na tablici. Omogoča tudi vse funkcionalnosti poslovne telefonije in omogoča sodelovanje na daljavo, torej audio in video klice, neposredno sporočanje, pošiljanje datotek, videokonferenčni sestanki in deljenje zaslona. In vse to in še več dobijo uporabniki za samo 1 evro na mesec. Torej za 1 evro dobijo uporabniki platformo za sodelovanje na daljavo, ki omogoča vse našteto. Aktivacija je zelo preprosta, za vsakega uporabnika potrebujemo zgolj e-naslov, ki služi kot uporabniško ime, na podlagi katerega se opravi registracija v Webex platformo. In za začetek aktivacije in uporabe ne potrebujete certificiranih strokovnjakov. Moram pa poudariti, da kot udeleženci na tem webinarju dobite tudi 1 mesec brezplačne uporabe komunikatorja Cisco Webex, tako da dajte prosim to tudi izkoristiti. Tehnične zahteve niso nič posebnega, torej če že imate fiksno številko poslovne telefonije, boste za uporabo aplikacije potrebovali posebni računalnik ali prenosnik z operacijskim sistemom Windows ali Mac OS, ali mobilni telefon oziroma tablico, ki delujeta na operacijskem sistemu Android oziroma iOS. Deluje pa tudi Webex v spletnem brskalniku, tako da dejansko ni potrebno niti namestiti aplikacije, ampak lahko uporabljate Chrome, Firefox, Safari ali Edge. To je precej uporabno tudi v primeru, ko menjujete računalnike, torej na drugem računalniku ni potrebno imeti aplikacije, ampak enostavno dostopate do svojega Webex računa preko spletnega brskalnika. In če na hitro povzamemo prednosti uporabe iste telefonske številke na vseh napravah, so to povečanje dosegljivosti vaših zaposlenih in delo na daljavo. Na vseh napravah lahko uporabljate tudi imenik poslovne telefonije. In pa na voljo so vam številne funkcionalnosti poslovne telefonije, kot so napredne preusmeritve, pozdravna sporočila, glasovna pošta, napredno upravljanje s klici, dodelitvena skupina, avtomatski posredovalec, krizni center in še več. Torej,
To vse je možno uporabljati preko aplikacij na računalniku ali mobilni napravi. Torej, kako pa izboljšati poslovno komunikacijo za 1 evro? Koliko stane Cisco komunikator osnovni? Torej, na prvem mestu je, kot že omenjeno, dosegljivost na fiksni telefonski številki. Če so bili prej zaposleni dosegljivi na fiksni številki samo v pisarni, bodo z pomočjo komunikatorja Cisco Webex tudi na poti ali na drugi lokaciji od doma, kar jim omogoča tudi delo od doma, in dosegljivi bodo tudi v tujini. Torej, fiksno številko lahko s komunikatorjem Cisco Webex uporabljate tudi v tujini brez dodatnih stroškov. Če pa še ne uporabljate kakšne druge platforme za sodelovanje na daljavo, si lahko izboljšate poslovno komunikacijo tudi z neposrednim sporočanjem, torej sporočanjem 1 na 1 ali skupinskim sporočanjem ali pa pošiljanjem datotek. Odlično Webex orodje je tudi kreiranje prostorov za sodelovanje, torej to vam omogoča, da kreirate nek prostor, kjer boste sodelovali na posebno temo ali za posebno skupino sodelavcev. V prostor potem lahko dodajate ali odstranjujete udeležence, omogoča vam skupinsko komunikacijo, tudi skupinsko urejanje dokumentov, ki ste jih odložili v prostoru, in v prostoru lahko izvajate seveda videokonferenčna srečanja, lahko so ad hoc ali pa vnaprej sklicana, pri tem pa lahko uporabite Outlook koledar. Videokonferenčni sestanki, ki jih omogoča komunikator Cisco Webex, vam bodo poenostavili srečanje med zaposlenimi, izboljšali komunikacijo s partnerji, izboljšali komunikacijo s strankami. Kot sem omenil, je sklicevanje sestankov omogočeno preko Outlook koledarja. Pa omenil bi tudi umetno inteligenco za izboljšanje zvoka, torej Cisco Webex uporablja v ozadju umetno inteligenco, ki že brez posebnih avdio naprav odstranjuje šume iz ozadja, tako da Webex, kar se tiče po kvaliteti zvoka, res izstopa med temi platformami, na primer v primerjavi z Teamsom ali Zoomom. Na koncu bi še pogledali, kako je Webex kompatibilen z MS Teams. Cisco in Microsoft, čeprav sta konkurenta, že lep čas sodelujeta s ciljem, da svojim uporabnikom omogočata kar se da dobro uporabniško izkušnjo. Med drugim je omogočena uporaba Webex naprav za Teams sestanke, omenil sem tudi že integracijo z Outlook koledarjem in Microsoft je začel umeščati tudi določene funkcionalnosti iz Webexa v MS Teams klient. In ena teh, ki je za nas zelo zanimiva, je tudi Webex Calling. Omogoča vam, da s pomočjo Webexa uporabljate svojo fiksno telefonsko številko tudi v MS Teams klientu. Tisti, ki ste že razmišljali, da bi pripeljali fiksno telefonijo v MS Teams, ste lahko ugotovili, da je to precej draga in zapletena rešitev. Če pa imate komunikator Cisco Webex, pa na zelo enostaven način dodate Webex Calling v MS Teams. Pojavila se vam bo ikona Webex Calling, s pomočjo katere lahko kličete preko Teams klienta, kliknete na primer na številčnico in vnesete telefonsko številko in klic se bo sprožil preko javnega telefonskega omrežja. Oseba na drugi strani pa ne bo vedela, ali jo kličete preko Teams klienta, oziroma izgledalo bo, kot da jo kličete preko stacionarnega telefona. Lahko pa tudi brskate po imeniku iz poslovne telefonije, na primer v polje za iskanje enostavno vpišete ime osebe, kliknete na to osebo, pojavila se vam bo kartica stika in tukaj lahko izberete še telefonsko številko, na katero boste poklicali in potem sprožite klic. Odprlo se bo okence iz Webexa, preko katerega bo stekel klic, in to je ena zelo odlična funkcionalnost za uporabnike, ki so navajeni delati v Teams okolju in potrebujejo pri svojem delu tudi fiksno telefonsko številko. Ta integracija ne povzroča dodatnih stroškov, zadostuje že komunikator Cisco Webex, osnovni za ceno 1 evra.
deluje enako v Teamsih na računalniku, kot tudi v Teamsih na mobilnem telefonu. In še enkrat bi vas opomnil, da dajte res izkoristiti to brezplačno testiranje komunikatorja Cisco Webex, ki vam pripada zaradi udeležbe na tem webinarju, in se tako sami prepričate, kako enostavna je uporaba fiksne številke na vseh napravah. Tako, prišli smo do konca tega webinarja. Upam, da ste izvedeli kaj novega, kar lahko uporabite v svojem delovnem okolju. Za vsa dodatna vprašanja nas dajte kontaktirati na poslovnaprodaja@telekom.si. Jaz se vam zahvaljujem za pozornost in upam, da se še kaj srečamo. Sedaj pa predajam besedo Alja tebi, pa če imamo mogoče kakšno vprašanje, še odgovorimo na to. Super. Hvala, Igor, za izčrpno predavanje. Preden se lotiva vprašanj udeležencev, imam jaz eno vprašanje, in sicer omenjal si, da bodo vsi udeleženci webinarja prejeli enomesečno brezplačno uporabo, ne, za testiranje. Kako si to lahko vključijo? To bomo mi poskrbeli za to, ali kako? Ja, v bistvu nas mora kontaktirati, tisti, kateri imajo svoje svetovalce, najboljše, da se obrnejo kar na svetovalce, drugi lahko pišejo na poslovna.prodaja@telekom.si in bomo uredili brezplačni test za en mesec. Okej, super. Se pravi, poslovna.prodaja@telekom.si, pomemben e-mail naslov. Potem pa še eno vprašanje se mi je vmes porodilo. Ko sem te poslušala, omenjal si Microsoft Teams-e. Me zanima, ali je tudi kompatibilnost Webexa z Zoomom, ker imam tudi nekaj sestankov prek Zooma. To je zdaj čisto moje vprašanje. Do določene mere sta Zoom in Webex kompatibilna, oziroma niti ne Webex, ampak bolj Webex naprave, torej, kot sem omenil, Webex naprave omogočajo interoperabilnost, tako da lahko se na Webex napravah izvajajo tudi sestanki v Teamsu, GoToMeeting in med drugim tudi Zoom. Te funkcionalnosti, torej, da bi lahko poklicali iz Zoom klienta, tako kot lahko pokličejo preko Teamsa, oziroma ta integracija, ki je omogočena z Teamsi, pa žal v Zoomu zaenkrat še ni mogoča. Okej. Hvala. Zdaj pa se obrnemo še na naše poslušalce. In sicer sva prejela vprašanje, ali je za ceno €1 potrebna kakšna pogodbena vezava. Zdaj, en mesec je brezplačno, ne? Kako je pa potem? Tako, v bistvu en mesec je tako brezplačno za udeležence tega webinarja, drugače pa ta cena €1 dejansko ni neka akcijska ponudba, ampak je redna cena za komunikator Cisco Webex osnovni in ni potrebno skleniti nobene pogodbene vezave, storitev se lahko odpove kadarkoli brez kakršnihkoli pogodbenih kazni. Okej, super. Vidim, da sva izčrpala vprašanja. Če imate mogoče še kakšno vprašanje, vabim, da ga kar postavite in zastavite na naslov poslovna.prodaja@telekom.si. Na tem mestu se vam najlepše zahvaljujem za pozornost in udeležbo. Posnetek vam pošljemo v naslednjih nekaj dneh. Upam in verjamem, da se zopet vidimo kmalu. Nasvidenje. Nasvidenje.